Strokovni svet Slovenske demokratske stranke je v zadnjih tednih pripravljal oceno stanja na področju javnih financ in gospodarstva skupaj s predlogi nekaterih ukrepov. To je v bistvu četrti paket ukrepov, ki ga predlagamo v razmislek vladi. S tem, da smo se v tem poskusu omejili predvsem na kratkoročne ukrepe, se pravi na ukrepe, ki bi dali ali pa začeli dajati rezultate že v letošnjem letu. Gradivo ste dobili v elektronski in pisni obliki, zato v teh predstavitvah ne bomo šli preko celotne ocene stanja in preko vseh predlogov, pravzaprav bi se koncentrirali predvsem na same predloge. Kar se tiče ocene stanja, je zelo konkretno povzeta tudi v grafih in tabelah, tako da v zvezi s tem nima smisla izgubljati preveč besed. Je pa vseeno potrebnih nekaj stavkov, kjer smo pač ukrepe vezali na konkretno stanje, takšno, kakršno je, brez olepšav. Iz teh grafov in tabel se vidi, katere ukrepe je Slovenija pravzaprav v tem spopadu z gospodarsko krizo sprejela in kakšni so bili učinki. Vidijo se tako pozitivni kot negativni učinki. Predvsem pa se vidijo negativni učinki nesprejetih ukrepov. Se pravi tega, kar bi moralo biti narejeno, pa ni bilo narejeno. Zaradi tega imamo v gradivu tudi kratko mednarodno primerjavo. O njej bo, konkretno bo o tem nekoliko več govoril dr. Turk, ker je pač Slovenija del evropskega prostora in tudi del Evropske monetarne unije oziroma evropskega evroobmočja in smo del enotnega evropskega trga, so te primerjave ne samo zanimive, ampak so tudi pomembne, tudi vsebinske, kjer se iz teh trendov drugod lahko prognozira tudi prihodna situacija oziroma kaj delo prihodna situacijo v Sloveniji. Predvsem pa vidimo, zakaj je danes Slovenija ena od redkih držav članic Evropske unije in Evropske monetarne unije, ki je še vedno v recesiji. Še je bilo za zadnjih 10 let do lanskega leta za Slovenijo značilno, da je rasla precej hitreje od povprečja Evropske unije, je za zadnje leto in pol značilnost obratna, to pa je, da pada bistveno hitreje, kot pa je v času recesije padala Evropska unija, oziroma da zdaj, ko je večina držav in ko je tudi v povprečju Evropa izven recesije, Slovenija še vedno ostaja na strani negativnih številk in trendov. No in predvsem trendi so tisti, ki kličejo po nekaterih takojšnjih ukrepih. Slovenija je bila konec leta 2008 druga najmanj zadolžena država v evroobmočju. Zdaj smo ta status pomembno izgubili, kljub temu pa naš javni dolg še ne presega evropskih omejitev. Je pa trend tisti, ki zaskrbljuje in ki kaže, da se tem 6% oziroma 60% deležu v letnem bruto domačem proizvodu hitro približujemo. Zato, da ne bi bili v roku naslednjega leta in pol čez to mejo, so seveda potrebni ukrepi, ki bodo začeli dajati takojšnje učinke. Potrebne so pa tudi dolgoročne gospodarske reforme, gospodarske in socialne reforme, o katerih govori vlada, vendar pa si zavedamo, da te reforme ne bodo dajale takojšnjih učinkov, ki so pač tudi potrebni. Pomembne pa so za dolgoročno vzdržnost slovenskega razvoja.